Kakšna izobrazba je potrebna, da postaneš pilot? Kot prvo moraš imeti veselje in pa potem iti v letalsko šolo in se pač vpisati v letalski tečaj. In tako se nekako pot pilota začne. Začne se z predavanji, teoretičnemu delu, s poznavanjem sistemov samega letala, spoznavanje načina letenja in pa potem, ko opraviš teoretični tečaj, in sicer na Upravi Republike Slovenije za civilno letalstvo, nadaljuješ samo praktično usposabljanje na samem letalu. In tako se potem pot pilota začne. Koliko ur si pa mogel leteti, preden si dejansko lahko, mislim, na simulator, koliko časa si mogel leteti, da si prišel do pravega letala? Sam simulator še ni bil v tej fazi, zato ker letiš na manjših letalih, enomotornih, in sicer traja približno 50 ur tečaj, odvisno od samega posameznika, koliko ima sam pri sebi časa na voljo. In pa potem po tem izpitu, ki se mu reče licenca športnega pilota, oziroma licenca za športnega pilota, potem imaš dovoljenje, da letiš samostojno ta manjša letala, enomotorna. Pri kolikih letih se pa lahko že odločiš? Torej, z inštruktorjem lahko letiš že pri recimo 15 letih, vendar samostojen let, ki je v sklopu šolanja, je dovoljen šele pri 16 letih. In pa izdaja same licence je dovoljena šele pri 17 letih. Kakšen je delovnik pilota? Torej, moj delovnik je, jaz letim na pač večjih letalih, potniških letalih, in izgleda približno tako, da imamo 1 uro pred samim vzletom letala, se pravi check-in se temu reče, pridemo v službo, pripravimo papirje, prevzamemo vso dokumentacijo, se z posadko, torej oba pilota se dobiva, narediva nek briefing se temu reče, in pa potem še z kabinskim osebjem naredimo posebne, predebatiramo, če so kakšne posebnosti na letalu, posebni potniki, kakšno posebno vreme, in pa potem počasi gremo na letalo, pripravimo samo letalo za ta let, vse sisteme, in potem pač pridejo potniki in vsa ta procedura steče, pravimo vzlet in pristanek, in potem se obrnemo na letališču, na destinaciji, kjer se obrnemo, naredimo vse isto, in potem pristanek v Ljubljani, oddamo papirje v temu našemu briefing roomu in potem je v bistvu moja služba zaključena. Kaj počneš med samim letom, poleg tega, da letiš? Če bi lahko posplošil, na tako grobo, bi rekel, da ali imamo leta 5 ur ali pa pol ure, intenzivnega dela je približno pol ure. Torej sam vzlet, to je najbolj kritična faza, in pa pristanek. Potem imamo še vzpenjanje, ki je tudi malo bolj rizično. Potem sam let na potovalni višini nimamo dosti dela tako z samimi funkcijami, vendar bolj nadzorujemo letalo, nadzorujemo sisteme, komuniciramo z kontrolo zračnega prometa, spreminjamo smeri, in pa potem pristanek, ki je pa, kot sem prej omenil, bolj zahteven, in pa priprava na njega. Seveda odvisno tudi od vremenskih razmer in pa samih proceduralnih, torej pristajalnih procedur. Vse je odvisno, vse to pač pripomore k temu, koliko je našega dela. Torej, kakšne osebnostne lastnosti mora imeti pilot? Torej, predvsem mora biti psihično stabilen, in sicer, da se na določeno abnormalno situacijo odzove mirno in preudarno, in pa seveda, da je naučen za to, da pravilno odreagira. Kdo ti določa oziroma predpisuje tvojo pot? Tako, kot pilot naj bi bil zadolžen, na mojem letalu, torej v letalih potniškega prometa, imamo
kapitana in pa kopilota, torej komandar, nekdo, ki je odgovoren za celotno letalo in za celotno izvedbo letala. Po predpisih naj bi bil kapitan tisti, ki pripravi vse, vendar ker je to zelo obsežna procedura, imamo v letalskih družbah službe, ki to opravijo namesto nas, in sicer temu se reče kot navigacija, in sicer oni pripravijo sam let, torej v katerih točkah bomo to leteli, in pa potem nam izprintajo kot tak na papirju flight plan se temu reče, torej pot, po katerem bomo leteli, in pa ustrezno na tem papirju so vsi podatki o dolžini razdalj med točkam, o času, o višini, o preprekah in tako veliko informacije gor. Torej, če odgovorim na vprašanje, imamo službo, ki napravi vse, da je ta let splaniran vnaprej pravilno. Ok, tako v popularni kulturi je zelo veliko enih mitov, se mi zdi, v samih letalih, v samih pilotih, gor in dol. Se kakšnega takega mita spomniš, pa da ta mit dejansko ni resničen in dejansko ni samo neka bajka? Aha, ja, najbolj pogosto vprašanje, ki ga dobivam, je, da moraš biti brez očal, ali pa recimo mit o plombah v zobeh, ne? To je najbolj pogosto vprašanje, saj jaz, ki ga imam. In sicer piloti imamo lahko očala, in sicer z leti je dovoljena dioptrija višja, ko začneš je nižja, ampak kasneje ti dovoljujejo višje dioptrije. Kar se tiče pa plomb, je bilo to nekako res v času druge svetovne vojne, recimo v letalih, vojaških letalih, ki so se vzpenjali in pa spuščali v kabini, torej v potniškem, mislim ne potniškem, v pilotskem delu, ki ni bil pod tlakom, ne? In seveda vsaka napaka za zobmi oziroma sklenina zdrži toliko temperature, se ni smelo imeti plomb, ampak če pogledamo sedaj, je pilot v enakem prostoru, kot so potniki, tako da pač so na istem, ne? Tako da to sta ta dva mita, ki recimo sta taka zelo obsežna. Kako odreagirati v kritičnih situacijah, ki se ti lahko pojavijo med samim letom? Torej, prvo bi mogel povedati to, da v prometnem, torej letenje na liniji, torej v prometu, so določene zahteve iz strani države in pa strani Evrope. In sicer moramo vaditi te situacije v simulatorjih, kot je na primer tale. In tu predelamo v bistvu vse, se probamo približati vsem situacijam, ki se nam lahko zgodijo, oziroma na podlagi prejšnjih izkušenj iz nesreč vadimo situacije, ki so se že zgodile. In to je obvezno in na ta način, to je edini možni način, da mi piloti dobimo občutek za te situacije. In zato tudi hodimo na te simulatorje. In ko bi prišlo do neke situacije, bi pač to znanje, ki ga tam dobimo, upoštevali na samem letalu in pač seveda rešili situacijo. Kjer je bil pa najbolj smešen naglas oziroma najbolj smešna izgovorjava angleščine, v katerem jeziku zdaj, ki si jo slišal? Tako, kako komuniciraš pač, ne? Torej, jaz mislim, meni osebno se mi zdijo smešni kakšni Italijani in italijanska angleščina, zelo nerazumljivi so Francozi, pa kdaj so problemi s kakšnimi arabskimi deželami, no? Ampak to bolj da ga ne razumeš, to je težava o sprejemanju, kar ti želi povedati. Ampak meni se zdijo smešni najbolj italijanski.